Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci lokalne bistriške televizije v prvih dneh kimavca ali septembra, saj na Sedem drevju kimajo sadeži, ki čakajo na bratev. Je pa september tudi čas, ko se odprejo šolska vrata osnovnih in srednjih šol, mnogi malčki pa bodo tudi prvič prestopili vrata vrtca. Je pa september tudi čas, ko so na ogled postavljene podobe naših domačij in ustvarjalnost marljivih ljudi v pokrajini izpod Pohorja. In čas drugih zanimivih dogodkov, ki si jih boste lahko ogledali v informativni oddaji tega tedna, zato ste vabljeni k ogledu. Katere prireditve nas bodo v slovenjebistriški občini navduševale v septembru? V sklopu mednarodnega kiparsko-slikarskega simpozija v Makolah tudi slikarska razstava članov likovnega društva Paleta iz Slovenske Bistrice. Novo šolsko leto, velik dogodek tako za starše kot njihove otroke. Kaj svetujejo policisti staršem za varnost otrok v prometu? V športu o kolesarskem vzponu k Trem kraljem in nogometni igri 15-letnih nogometašev. V rubriki Lokalne novice tokrat o napovedniku septembrskih dogodkov v bistriški občini, o razstavi likovnega društva Paleta in novem šolskem letu. Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica je v petek, 28. avgusta na dvorišču Cukr kuhne v Bistriškem gradu izvedel novinarsko konferenco, na kateri so predstavili številne dogodke, ki bodo septembra potekali v Slovenski Bistrici in okolici. Osrednjo pozornost so namenili podobam bistriških domačij. Tradicionalno, že 19. prireditev, ki bo 4. in 5. septembra v gradu Slovenska Bistrica, so podrobneje predstavili člani odbora Slavka Zafošnik, Srečko Rajh in Leopold Turk, ter predsednica organizacijskega odbora Monika Kirbiš-Rojs. Zdaj, kot rečeno, bo osrednje prizorišče letošnjih podob v Slovenski Bistrici, medtem ko so lanske bile organizirane na Šmartnem. Program je izjemno pester in je zanimiv za vse ciljne skupine, tako za mlade, kmete, podjetnike, otroke, mladino in pa seveda vse obiskovalce, ki jih glede na to, da se nam obeta lepo vreme, tudi pričakujemo v velikem številu. Program bo pester, prikazali bomo domače obrti in običaje, organizirane bodo kmečke igre, razstave, na grajski tržnici se bo veliko dogajalo, za okrogle mize smo poskrbeli, potem predavanja, predstavljena bo tudi spletna tržnica jemdomače.si, tako kot lansko leto se bo predstavil tudi konzorcij Rito Znojčan. Organizirane bodo spet igre naših turističnih društev, se pravi medobčinsko srečanje turističnih društev bomo imeli, ki jim bodo tudi podeljene nagrade in pa priznanja, in sicer drugi dan, se pravi 5. septembra ob 4. Zdaj letošnje podobe bo spremljalo tudi nekaj tako imenovanih spremljevalnih dogodkov. Jaz bi tu omenila tista dva najpomembnejša, in sicer eno je podpis partnerske pogodbe za Las za programsko obdobje do leta 2020. To pogodbo bo podpisal naš župan z 3 okoliškimi župani, z županom Makol, Poljčan in pa Rače Fram. Prav tako pa bomo podpisali tudi listino o pobratenju z Vrsarjem, se pravi župan Vrsarja in pa dr. Ivan Žagar, ker nam bo to tudi podlaga za sodelovanje v nadaljnjih projektih. Obe listini pa sta tudi bili že predhodno potrjeni na obeh občinskih svetih. Tako da podpis partnerske pogodbe za Las bo potekal 4. septembra v petek ob 9. Podpis z Vrsarjem pa bo ob 9:30, nato pa bo sledilo dogajanje po programu. Mi smo tudi ponosni na letošnjo, veseli smo, da bomo organizirali okroglo mizo na temo prihodnosti kmetijske politike. Tukaj smo povabili tudi ustrezne strokovnjake, da bo predstavljena nova uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetijah.
in pa uvedbi davčnih blagajn, tako da to je za kmete, tako da to je vsekakor aktualna tematika, kjer pričakujemo, da bodo ljudje tudi prišli poslušati. Ta okrogla miza bo potekala v petek ob 10. uri. Otvoritev podob, kjer bo tudi prisoten župan, dr. Ivan Žagar in pa vsi ostali gostje, pa bo v petek 4. septembra ob 11.30. Na novinarski konferenci smo med drugim izvedeli tudi nekaj več o letošnjem Evropskem tednu mobilnosti. Program prireditve je predstavil Tomaž Pristovnik z Rica. Organizatorji so predstavili tudi krajevna praznika na Pragerskem in Črešnjevcu ter postavitev klopi v Vintgarju ob 190-letnici Impola. V petek, 28. avgusta, je v okviru predstavitve 13. mednarodnega kiparsko-slikarskega simpozija Forma Viva Makole 2015 likovno društvo Paleta iz Slovenske Bistrice v galeriji pri babici Mimi v Podovi odprlo likovno razstavo svojih članov. Svoje dela razstavljajo Stanka Janžič, Stanka Rejs, Svetlana Godec, Štefka Jesenek Šeša, Toplica Ignjatovič, Uroš Čož, Zvonka Male in Romana Stegne. Razstava bo na ogled do 30. septembra 2015. Člani likovnega društva Paleta prihajajo iz Slovenske Bistrice. Društvo deluje šele 2 leti. Že od vsega začetka jih uspešno vodi priznani akademski slikar magister Toplica Ignjatovič. Nekateri člani se ob slikarstvu izražajo tudi v kiparstvu in keramiki. Pri slikanju uporabljajo akrilne in oljne barve. Odprli so že nekaj skupinskih razstav. Večina tistih, ki razstavljajo svoje dela v galeriji pri babici Mimi, sodeluje tudi na letošnjem 13. mednarodnem simpoziju Forma Viva Makole 2015. Razstav v galeriji pri babici Mimi je odprl župan občine Rače Fram Branko Ledinek. V kulturnem programu je sodelovala skupina ljudskih pevcev in godcev Veseli prijatelji iz Majšperka, 17-letna jodlarka Dolores Pušaver iz Rogatca, pesnica Daniela Dacinger iz Makol in gledališki igralec Silvo Safran iz Maribora. Člane likovnega društva Paleta je predstavil njihov mentor, akademski slikar Toplica Ignjatovič. Program je povezovala Danica Safran. Pokroviteljstvo na razstavo sta prevzela KUD Forma Viva Makole in občina Rače Fram. Začelo se je novo šolsko leto. V občini Slovenska Bistrica je v torek, 1. septembra, v 9 osnovnih šol in njihovih podružnic vstopilo 2257 osnovnošolcev, med njimi je bilo 293 prvošolcev. Sicer pa so podžupana občine Slovenska Bistrica Stanislav Mlakar in Žarko Furman, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v prometu Dušan Leskovar, podpredsednik Združenja šoferjev in avtomehanikov Slovenska Bistrica Ivan Pristovnik, komandir policijske postaje Slovenska Bistrica Aleksander Lubej ter vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica Poljčane in Makole Robert Vrečko na prvi šolski dan v mestu Slovenska Bistrica obhodili glavne prehode za pešce, ki vodijo do osnovnih šol in vrtcev. Ob tej priložnosti so se seznanili z organizacijo varovanja šolskih poti, še posebej glavnih prehodov za pešce v mestu, ki potekajo v okviru vseslovenske akcije Varna pot v šolo. Hkrati so se s predstavniki osnovnih šol in vrtcev pogovorili o prometno-varnostnih ukrepih ob začetku šolskega leta. Policisti iz Slovenije Bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete so policisti obravnavali 15 kaznivih dejanj, od tega 9 tatvin, 1 telesno poškodbo, 2 goljufiji, nasilje v družini, zlorabo osebnih podatkov in 1 poškodovanje tuje stvari. Križni vrh. Iz zapuščene piščančje farme je nekdo odnesel 100 nagrobnih sveč, škoda je za 300 evrov. Pragersko. Znani storilec je iz denarnice na točilnem pultu večkrat ukradel gotovino v skupni vrednosti 200 evrov.
Oškodovanec je sporočil, da je neznana oseba sklenila pri operaterju Simobil naročniško razmerje v njegovem imenu ter pri tem zlorabila njegove osebne podatke. Prijavitelj je oškodovan za nekaj več kot 124 evrov. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je vlomil skozi žično ograjo v prostor s čistilno napravo, kjer je iz 2 tovornih vozil in delovnega stroja iztočil 300 litrov goriva in ukradel še 2 ključa za montažo koles in 10-kilogramsko kladivo. Podjetje je oškodovano za 600 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 11 prometnih nesreč, podali 4 obdolžilne predloge, izdali 18 plačilnih nalogov, odvzeli 2 vozniški dovoljenje ter 3 voznikom zaradi neveljavnega vozniškega dovoljenja odvzeli vozila. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 15krat, obravnavali pa so še 2 požara. Pa še posebno sporočilo ob začetku novega šolskega leta. Posebno skrb je treba v teh prvih šolskih dneh nameniti tistim, ki se prvič podajo na šolsko pot, pa tudi tistim, ki se po daljših počitnicah ponovno vračajo v šolske klopi. Zato bodo policisti izvajali poostren nadzor v prometu, še posebej v času prihoda učencev v šolo in vračanje domov. Preverjali bodo varno hojo, prečkanje ceste, opremljenost prvošolčkov z rumenimi ruticami in odsevnimi telesi za večjo varnost ob zmanjšani vidljivosti, brezhibnost koles, koles s pomožnim motorjem in koles z motorjem. Nadzirali bodo tudi tehnično brezhibnost vozil za prevoze otrok, uporabo varnostnih pasov in dodatne opreme za privezovanje otrok v vozilih ter pravilno uporabo varnostne čelade. Staršem pa policisti svetujejo, da čim več časa namenijo prometni varnosti otrok, vendar pa je dober zgled najboljši recept. Prilagodijo naj način vožnje, saj so otroci v prometu zelo nepredvidljivi. Ekipa U15 nogometnega kluba Bistrica nadaljuje z uspešnimi nastopi v prvi slovenski ligi Vzhod. V soboto 29. avgusta je v športnem parku v Slovenski Bistrici v tekmi 4. kroga prvenstva visoko kar z 10-0 premagala velenjski Rudar. Mladi nogometaši Bistrice so na lestvici s 3 zmagami in 1 porazom na 3. mestu, za vodilnim Aluminijem zaostajajo le za točko. Deseti jubilejni vzpon na Tri kralje je uspel v vseh pogledih. Prireditve, ki jo je tudi tokrat organiziralo športno društvo Tinje Koštruni, se je v nedeljo 30. avgusta v sončnem vremenu udeležilo 285 kolesarjev in 36 pohodnikov. Najhitreje je s progo opravil Igor Kopše, član TUŠ tima. V cilj je prispel v času 36 minut in 10 sekund, kar je tudi nov amaterski rekord vzpona na Tri kralje.
Izmed kolesarjev športnega društva Tinje Koštrun je bil najboljši Uroš Mlaker, ki je osvojil 16. mesto. Med ženskami je slavila Danica Štabuc, članica ekipe Bicikelkom. Končuje se 10. jubilejni kolesarski vzpon na Tri kralje. Zato je prav, da se spomnimo, kakšni so bili začetki. Verjetno na začetku ni bilo lahko. Kako se je porodila ideja za ta vzpon? Ja, vsak začetek je ponavadi težak, ne? Tako da tudi ta začetek je bil težak. Ideja je pa bila v bistvu tak, da je en kolesar v gostilni Orlec na Tinju se pripeljal pa rekel, vi imate pa tak lepe ceste, to škoda, nijate to kakve tekme, ne? In pol je to Orlec, to informacijo pač prenesel nam v društvo in smo rekli, ok, temu pa naredili eno tekmo. In smo pol tekmo speljali, odziv je bil zelo dober, to vrstni tekem tu v bistvu pri nas časi so bile, so organizirali v Bistrici, ampak pol je bil pa nekaj časa zaton in pol smo pač mi to malo obudili zopet, ne. Za obisk je bil zelo dober in smo v bistvu mi bili same smo presenetili, kako je fajn uspelo, ne. Tudi danes ste zagotovo lahko izjemno zadovoljni. Po neuradnih podatkih je nastopilo okoli 300 kolesarjev. Ja, jaz točnega podatka sicer nimam, koliko sem pa dobil, kaj so mi pač iz prijavne službe sporočili, je bilo več kot 300 kolesarjev, pa okoli 40 pohodnikov. Vreme nam služi, organizacija je zelo presenetljivo dobra, vse skupaj. Vedno se kaj zapleta, ampak letos pa bom rekel, da je pa rešlo vse po načrtih. Dobenih zapletov, povečali smo število radarjev tudi, ker damo pač podarek, največji podarek je na varnosti kolesarjev. Izvedemo namreč popolno zaporo ceste, ki zahteva kar dosti truda, da pač pridobiš vsa soglasja in dovoljenja in pol pač je treba zagotoviti zaporo. In ne sme se nam zgodi, da pride avto na cesto, ne. In to se pravi, da smo povečali maksimalno število ljudi, koliko je bilo na razpolago, oziroma še več, kot je pač določila policija. Kot rečeno, gre za velik organizacijski zalogaj. Kako ste torej zagotovili finančna sredstva? Ja, jaz bi se tu v tej priliki zahvalil vsem sponzorjem, donatorjem, prostovoljcem. Načeloma imamo več ali manj že tradicionalne donatore, sponzorov, zato se še enkrat zahvaljujem, ki nam res stojijo zdaj že 10 let ob strani. Rabimo pa približno 3500 evrov, rabimo, da zagotovimo varnost samo. Potem pa so še ostali stroški tukaj, da vse nastane, ne. Tako da približno 4500 evrov je pa komplet organizacija cela. Za piko na i temu prazniku pa je bil dosežen še amaterski rekord. Ja, tole sem pa tudi ravno kar, tole sem bil tudi sam presenečen. Skozi se je že govorilo, da Igor Kovše je letos v izjemni formi, tudi na skoku na Roglo je že dober čas postavil. Mislim, da trenira tudi za svetovno amatersko prvenstvo, ki je, mislim, da septembra. Tako da njegov dosežek ni presenečen danes, smo v bistvu pričakovali nekaj takega.
Spoštovani, današnja informativna oddaja se je iztekla. Vsem, ki ste vstopili skozi šolska vrata osnovnih ali srednjih šol in onim, ki se bodo družili z vrstniki v vrtcu, želimo, da bi doživeli čim več lepega in zakorakali v svet poln novih znanj in spoznanj. Zavedati pa se moramo, da milijoni otrok v svetu ne bodo morda nikoli užili otroštva, kaj šele prestopili šolski prag. V nadaljevanju pa vas vabimo še k ogledu arhivskega posnetka ene od dodaj Veznega člena, kjer boste lahko prisluhnili pogovoru med zgodovinarko dr. Matejo Ratej in socialnim aktivistom dr. Borutom Osonkarjem. Pa srečno do prihodnjič.